Želela bi samo še enkrat poudariti. V zadnjem času je bilo velikokrat izpostavljeno, da člani strokovne svetovalne skupine nismo enotni v svojih mnenjih. Že danes je bilo povedano, ja, smo različni, smo različnih mnenj, ampak namen svetovalne skupine je v tem, da se različni strokovnjaki z različnimi idejami dobimo, se o tem pogovorimo in najdemo najboljšo skupno rešitev. In pri tokratnih ukrepih smo si bili enotni, da nažalost drugih ukrepov ne poznamo, da virus je ne glede na to, kaj si mi o njem mislimo in kaj si želimo, med nami prisoten in med nami zaenkrat ostaja in kakršnokoli igranje z virusom bo pripeljalo do slabših rezultatov, kot jih imamo. Se pravi, tukaj imamo na izbiro, da ne naredimo nič in omogočimo širjenje virusa in s tem tudi kolaps potem zdravstvenega sistema, ali se odločimo za odločno ukrepanje in na ta način omogočimo vzdržnost zdravstvenemu sistemu in na ta način vplivamo tudi seveda na to, koliko ljudi bo prišlo v bolnišnico in koliko ljudi bo zaradi tega dodatno umrlo. Kot je bilo že povedano, vsako življenje je pomembno in zaradi tega smo se odločili, da vladi predlagamo popolno zaprtje države. Vesela sem, da je tudi gospodarstvo razumelo nas klic, kljub vsem pomislekom, ki so navedeni. Vemo, da veliko tistih, ki se okužijo, v resnici preboli bolezen v blagi obliki in se jim zdi pogosto, da so vsi ti naši ukrepi nepotrebni. Vendar bi tukaj želela poudariti, da tukaj moramo misliti tudi na tiste najbolj ranljive, na tiste, pri katerih ne vemo, kako bo bolezen potekala oziroma vemo, da imajo veliko verjetnost, da bo pri njih potek bolezni težji in bo potrebno zdravljenje v bolnišnicah. Tukaj bi res želela, da vsak pri sebi pomisli, ali si želi, da njegovi bližnji, tako starši, stari starši, bratje, sestre, imajo možnost, da pridejo do ustreznega zdravljenja v bolnišnicah, če bo to potrebno, še bolje pa, če lahko vsak izmed nas prepreči, da bi prišlo do dodatnega širjenja bolezni. Tako da v resnici vas vse lepo naprošam, da sprejmete te ukrepe kot nekaj pozitivnega, kot nekaj, kar nam bo pomagalo v boju proti virusu, ki je pravzaprav neviden v nasprotju z nekaterimi stvarmi, ki se seveda dajo videti in izmeriti, lahko posledice virusa merimo šele potem, ko se pojavi okužba. Tako da v resnici vas naprošam, da te ukrepe, ki so sedaj v veljavi oziroma bodo v veljavi od 1. do 11.4. Vzamete kot nekaj, s čimer lahko vplivate na ne samo nase, ampak tudi na tiste, ki jih imate radi. Hvala lepa.